smo bili pri oblikovanju, zdaj so naredili 2 postaji na naši avtocesti. Zdaj, ki sta postaje, misliš, počivališča? Počivališča, ja. Ki so na nek način čisto korektne in tudi služijo, po drugi strani se pa meni zdi vseeno malo škoda, da nismo izkoristili te prilike, pa mogoče še 20% dodali, pa da bi to ratala neka taka norveška počivališča, ki je vsako doživetje zase. Zdaj, ja, tukaj mislim, da je ta moment, da v bistvu stvar, ki je tehnična, je lahko tudi lepo oblikovana. Si rekel za Wagnerjevo železnico, ki je pač čisto inženirski objekt, ampak so imeli arhitekte, ki so risali potem, se pravi, objekt moraš zgraditi in mora imeti neko obliko. Zdaj, a je to grda stavba ali lepa, v bistvu pogosto enak stane. Enak porabiš za neko hišo, ki je vse narobe z njo, ali pa za tisto, ki je perfektna, če veš, kaj delaš. In ta počivališča, v tem smo imeli tudi en članek v Outsiderju, kjer je bilo uporabljeno kar nekaj denarja za to. In to so najbolj obiskane arhitekture, objekti v Sloveniji, ki pa so res tako generični, ta antracit, bela kombinacija, ki bi mogli prepovedati naslednjo stvar. In ko sem jih jaz opazoval v času gradnje, se mi je zdelo celo tista prvinska, se pravi ta opečnata struktura, da so bili v tisti fazi najbolj zanimivi, čeprav so v tisti fazi tudi še odprto, ali bo to na koncu dobro ali ne. In tukaj se je skazalo, da je v bistvu zelo povprečno, kar je škoda, da to ni en korak naprej. Sej meni ne pričakuje, ampak mečki malo tretizga, pa lahko spremeniš stvari radikalno, mislim. In dodaš ta občutek, neko sporočilnost, tudi konec koncev na avtocesti. Se ustaviš v neki pokrajini, ki jo spoznaš, ki lahko te, ali turista ali nekega popotnika zadrži še moče dlje kot samo za tisti postanek par minut. Ja, ker sej most je most lahko, ampak recimo viadukt Črnikal, Koželj pa Pipenbacher. To je umetnina, ljudje se ustavljajo zato, da to gledajo, ko si tam od spodaj. Jaz se zdaj dostakrat vozim, pa grem za Črnikalom dol, pa ker grem proti Istri, tam proti temu našemu Topolovcu. In res, ko se peleš nazaj, ko vidiš to res impozantno zgleda, to te prevzame, Bog pomaga. Ja, sej, ker se Peter, on je veliko sodeloval zraven ravno pri teh oblikovanih avtocest. Ravno to, da brežine delujejo kot brežine. Da če so bile kakšne kraške jame, da se ohranijo, da se jih ne zalije, ampak da se jih izpostavi. To so neke take male stvari, ki jih mogoče niti ne opaziš, dokler jih ni več. In se pravi, da v bistvu narediš na nek način stvar subtilno, ki pa vse izhaja spet iz Ravnikarja. Ker v resnici, če govorimo o počivališčih, zdaj na nek način neka standardizacija je zaželjena, pa dobrodošla, ampak po drugi strani je pa spet tako, je pa fajn, da se ona tudi regionalno, to je pa zdaj ta kritični regionalizem od Ravnikarja na nek način, da se regionalno spremeni na tisto. Zdaj bi rekel, če imam recimo to v Prekmurju, je pač fasada taka, če je to tisto, če je to tako. Pa najbrž verjetno stroškovno bi bilo to drugače. Je pa res, seveda, za nekaj vzdrževati, za nekaj popraviti, za nekaj zamenjati, je najlažje, da imaš to vse enak. Recimo meni v Madridu, ko je podzemna železnica, se pravi, oni so se na neki točki odločili, da bodo vse podzemne železnice obdali s takimi rumenimi kompozitnimi ploščami, vse postaje. In enkrat so eno obnavljali, sem videl od spodaj, da so bile tiste v Parizu, te azulejos, to je ploščice bele, svetleče, pa veš tisto z nekimi takimi bordurami modrimi, vse sem rekel, ne moreš verjeti, da se pravi, v službi standardizacije, pa tega, da je vse enak, pa da pač nekako slediš skozi istemu, ti neko tako mojstrovino zakriješ. Veš, tako da pač to je tisto, pol, ko se vprašaš, ali je ta red, ker ko se pogovarjamo, kaj je mesto, pa ko si prej izpostavil Corbusierja, pa si izpostavil... V bistvu sem izpostavil vprašanje, na katerega še nisem dobil odgovora. Kaj bi bil ideal? A je to Corbusier, ampak še enkrat bom dregnil to. Mogoče ne. Ljudje brez dvoma imamo radi urejenost. Tle ne moramo kaj. Če je stanovanje pospravljeno, se boljš počutimo.
Če so poti jasne, je boljš. Ampak ko je tega, kot praviš, ko pritiskaš na tone skozi enako, ne tan, pam, tan, ne, nisi dosegel nič. Zato moraš biti. Ne, po drugi strani, če je kaos, če ni nobenega pravila, če ne veš, si izgubljen, ne veš, če recimo stavba je nizka, je visoka, zraven spet nizka in vse to, te to navdaja z nekim stresom, z nezaupanjem. Zdaj, idealno mesto, pa mislim, da je združiti nekako te dve prvini, se pravi rejenost, pa mestoma konfuznost, pa kaos. Ne vem. Recimo, meni je mesto tisto, ki je zdaj pač idealno mesto na splošno. Jaz mislim, to so vedno iskanja v zgodovini. Ja, seveda, ne. Vsako zgodovinsko obdobje v neki točki ima svoj odgovor. Ne. Mogoče bi danes idealno mesto to, kar gradijo v Savdski Arabiji, tisti absurden dolg zid iz stekla, ki bo 300 metrov visoka, ne. Pa bo idealno rešen promet noter in tako naprej. Ne. To je mogoče za današnji čas neko idealno mesto nekomu nekje. Ne. Ja. No, ampak tudi, ne vem, Palmanova je bila idealno mesto, pač, ko se braniš proti topovskim kroglom. In to so zanimivi poskusi, kadar pride do realizacije idealnih mest. Se tudi, ne vem, pač modernistično idealno mesto, ne, kjer so te zasnove uspele, ne, to so zelo zanimivi prostori, ne, kjer pa niso uspele, se pa lahko neke odprte zelene površine, ki so na koncu neki stihijski parkingi ali pa zaraščena trava na mestu urejen park. Ne. Ker se kar nekaj mest je nastalo tako, da so jih iz nič naredili. Ne. Kar nekaj mest je tako nastalo, kar nekaj mest, več kot si mislimo. Ja. In v bistvu, recimo, če pa gledam, jaz osebno, ne, kaj je meni idealno mesto, ne, je pa tisto, ki mi da veliko impulzov. Ne. Recimo malo istrsko mestece Vodnjana, ne, kjer smo zelo prisotni, mi na razdalji 100 metrov da veliko impulzov, ker je strnjeno zgodovinsko jedro, ki je bilo grajeno po merilu človeka, ki še pred avtomobili, kjer je bilo glavno prevozno sredstvo osliček ali pa nek boškarin tam. In je to zelo zgoščeno mesto, kjer je bil tisti faktor oblikovanja veter, sonce, dež, tako naprej. Kako zdaj vsak kamen, ki ga predstavljaš, je zelo težek, kako čim manj te energije vložiti za čim večji učinek. In to se pozna v teh strmih jedrih, da so tudi danes zaradi tega zanimive. Ne. Seveda so pa ne moreš pa tega ponavljati danes, ker so drugi pogoji. Ne. Drug primer mi je pa Bežigrad, kjer tudi veliko časa preživim, kjer pa pogosto na 200 metrih ne doživim praktično nič, razen nekaj ograja. Ne. Pa nekega blata. Nekega blata, pa recimo zelo so mi zanimive luže, no, kako recimo BS3, ne zna noben rešiti luž, ki so v velikem dežju take, da ali greš skozi njo, pa imaš mokre čevlje, ali greš pa okoli, pa imaš blatne čevlje. Nimaš druge variante. Ne. In v glavnem ta, se pravi, intenziteta impulzov, ki hkrati tudi pomeni eno intenziteto nekih naključnih srečanj, ne? Nekaj, zaradi česar pravzaprav zbereš življenje v mestu, ker je drugačno od življenja mogoče na podeželju, kjer drugače doživljaš prostora. Ne? No, ampak če je mesto, je ta zgoščenost tista, ki je meni zanimiva, ki ustvarja nekaj, ne? In zdaj pač prej si spraševal v idealni gostoti. Ja, recimo, če bi bil ti zdaj na mestu našega premierja, pa bi ti rekel, zdaj pa začrtaj neko strategijo, kam bi zapeljal to, ne? Ja, vse to je zanimivo, ker vsak misli, če bi bil na tem mestu, kako bi boljš naredil. Ja, ne, sej zato. Jaz mislim, da je to težka pozicija biti na taki točki. Ne smemo samo kritizirati, ampak je fino si zamisliti, kaj pa bi res, a bi rekel, zgradil še, ne vem, 100 pasov avtoceste, pol bojo pa avtomobili ponikli, pa boš imel vse posvetirano. Ja, recimo, če bi rekel vlake, pol bojo pa uspeli pod zemljo te luknje boljše narediti in bo vse to ostalo tam gor prepreden z nekim s tem. Vprašanje je, pozicija premierja je tista, ki usmerja to, ne? Ampak recimo lahko pa usmerja nekaj, kar si že ti preomenil v primeru Danske, ne? Da se naredi procese, ki vplivajo na to, kako se gradi, bolj optimalne, ne? In tudi manj podrejene birokratskim pravilom, ki si jih itak sami pišemo, in bolj
na stroki temelječe. Jaz mislim, da če bi to spremembo uspeli narediti, ne, bi stvari sploh ne bilo treba, da nekdo, nek mastermind, ki točno ve, kaj bo, ampak da se prepusti in se potem vita, kjer je potreba, bo neka iniciativa, ki je lahko od spodaj navzgor prerasla v eno rešitev, ki je za vse dobra in bo lahko vzorc potem tudi za tiste druge rešitve, ki so pa od zgoraj navzdol rešene. Ne? To se strinjava, ker se stavbnega, pa mislim, gradnje tiče. Ampak vizijo tega, ne vem, tukaj se mi zdi, da smo se vsi nekako strinjali, da to bi bilo. Mogoče smo samo zaslepljeni, pa ne vemo, da bo čez 15 let pa čisto drugače. In mi bi zdaj to zastavili, vse dvotirne. Jaz mislim, da je še en faktor, ki je zelo zanimiv po mojem. Tega pa ne moreš prepustiti stihiji, ker to tudi ne more noben drug delati kot država. Ampak mi smo zdaj tudi na pragu mogoče avtonomne vožnje. To pa lahko pride do velikih sprememb. In recimo, nekaj je to, kar je vse v Ameriki, San Francisco že ima neke te stvari, priješ tja, pa ti prepelje avto, ko smo volan sam vrti, pa te odpelje nekam. Pa Tesla razvija neke stvari, ampak v Zagrebu je tudi podjetje, ki razvija to. To podjetje je Rimac, ki je zelo prodorno podjetje in mislim, da pol leta nazaj so predstavili svoj prvi avtonomni avto, ki je zdaj v nekih testnih fazah. Pač teh avtonomnih voženj bo veliko testnih faz, zato ker je toliko enih novih situacij, ker je toliko možnosti nekih napak, da treba prav vse preizkusiti in rešiti. Ampak nekako v tem planu, njihovem optimističnem metod, da bi nekje v roku 2 let že Zagreb, pač, ker je to njihovo najbližje mesto, že imelo ta avtonomni sistem vožnje. Zdaj spet vsi dojemamo avto kot nekaj, kar je osebna lastnina, ampak če hočemo razumeti avtonomno vožnjo, je to, da v bistvu avto ni avtonomna lastnina. Avto je nekaj potem, kar oziroma osebno lastnina, nekaj, kar kroži okoli, kar ti, ko rabiš prevoz, pokličeš in se ti tam pojavi in te odpelje tja, kar rabiš in te ne skrbi več, kam bo šlo. In to, ko se bo to zgodilo, si predstavljamo lahko, koliko garažnih hiš se bo sprostila, koliko enih površin bo kar naenkrat prostih, parkirišč, garažne hiše, vse sorte, ker ti avtomobili ne bojo rabili parkirišč, ker bojo stalno v funkciji, imeli bojo neko, tako kot je zdaj predvidejo, neko bazo, ker pride tja, da ga poservisirajo, da ga očistijo, da ga prepravijo in spet kroži naprej. Tako da jaz mislim, da to bo veliko spremembo naredila. In zdaj mogoče gledati na železniško infrastrukturo, ki bo rešila, da mogoče nas bo prehitel nekaj drugega, kar bo bolj učinkovito. Celo upam, da se bo to zgodilo. Točno to je bilo moje vprašanje, zdaj si mi ti sam zelo nesramno ukradel mojo istočnico, ker sem ravno to hotel vprašati, ker zdaj jaz zjutraj, če se moram peljati v Ljubljano, stojim. In zdaj kaj? Zdaj so rekli, zdaj bomo pa mi poštudirali in bomo naredili še 3. pas od Domžal do Ljubljane. In preden bojo oni uspeli ta 3. pas narediti, ali pa mogoče, da ga celo bojo, ampak ravno ta avtonomna vožnja je čisti game changer. In recimo, da bi bil jaz premier, pa vsi smo se strinjali, tole bi bilo res fino imeti, ne v 15 letih pride na 150 km, ampak da je to dejansko metro, ki tle pogleda ven in šiba do Kranja in Kranjske in vse to funkcionira, to zastaviš, pa čez 10 let ugotoviš, da te je nekaj drug čist prehitel in da si to čist stran vrgu denar. Ali pa recimo Rune, poznate ta Rune, ki napeljuje to. Jaz sem, ko smo se preselili v Moravče, sem obračal nebo in zemljo, da bi mi dobili nek normalni internet. Ker smo imeli neko zastarelo centralo in to ni šlo nikamor. Jaz pa le precej delam od doma in sem s palco, s korenčkom, z bobnov župana, vse to in oni so mi nakladali, kako pa Rune, pa se ne morejo zmeniti, pa neki. In kaj se je zgodilo? Jaz sem si dal zdaj Maskovo satelitsko anteno gor in imam 100/100 internet. Zdaj so oni počasi uspeli tisti jarek do moje bajte prekopati. In jaz sem rekel, ajde, bom še pustil, da mi kabel tudi še not potegne, ampak to je pa približno tudi to. Ker se jaz ne rabim več preključevati na vaš kabel, ker mi je čisto vse. In to je edini izgovor, ki ga jaz imam do naših vladajočih, da če bi mene nekdo vprašal,
ne bi vedel, kako to zapeljati, ker to se mi zdi, da je ta trenutek ideal. In sem govoril z enim od slovenskih direktorjev avtomobilskega koncerna, ne? In je rekel, ja, Slovenija je glih te velikosti, ki bi lahko bila tesna država za avtonomno vožnjo. Imeli bi, pač, kar moš narediti, je to, da jasno označiš rob cestišč, pa res dobro označiš linije, da senzori zaznavajo to. In bi bil to lahko en poligon. Se pravi, jaz mislim, da s tako odločitvijo bi naredili nekaj korakov naprej. Da tako, kot so afriške države, ki so telefonijo čist preskočile, pa so kar v mobilno telefonijo skočile. In to, recimo, da bi nam nekaj tazga ostalo, ker jaz drugače mislim, da iskreno, čeprav je zelo optimističen, mi tega zaostanka ne bomo več ujeli. Če smo pri vlakih, recimo. Ne vidim, kako bi ga lahko. Ne, jaz mislim, če bi pa preskočili, pa to avtonomno, to bi bilo pa res, ker to bi sprostili ceste. Mislim, treba se vprašati, v kolikšni meri. Dejstvo je, da veliko v bistvu zastojev na cestah je ustvarjenih od nas, voznikov. Seveda, če bi samo mi od nas. No, poleg kamionov. Ja, poleg kamionov. Ampak če bi mi upoštevali pač cestno-prometne predpise, kot so, pa upoštevali omejitve, pa tisto, kar imajo na Nizozemskem, ko je gužva, vsi vozijo 50, teh zastojev v taki obliki ne bi bilo. To ne vem, če bi se strinjal. Preprosto zdaj migrira na teh upadnicah zjutraj toliko ljudi v Ljubljano, da ti nič ne pomaga. Preveč avtomobilov, enkrat se navadi. Tudi če bi bili samo vozeči, ki bi cela kolona od Moravč do Ljubljane naenkrat speljala, ne bi. No, ampak evo, tle je zdaj odgovor, zakaj bo masovni prevoz obstal. Saj vlak je bil vedno na ivici preživetja, ne? Vse tramvaje so v 50., 60., 70. letih Amerika, ZDA. Vsa mesta, recimo Phoenix v Arizoni, je imel obsežno tramvajsko mrežo, ogromno. Danes ne duha, ne sluhov, ne? To je vse že bilo zbrisano, ker je prišel avto, pa avtobus. So rekli, avtobus je toliko bolj efektiven, toliko bolj ga je možno prilagoditi na različne, se pravi, če pride do zapore ceste, lahko on naredi obvoz, tramvaj pač ne. In dejansko res, to je bil pokop klasičnega tramvaja. Tega klasičnega tramvaja, razen nekih historičnih linij, ne vem, v San Franciscu, pa zdaj v Trstu mogoče, ne. Pač kot tak, ali pa v Turinu ima še malo tako, pa v Milanu, ni več. Tramvaj je prevzel čisto drugo vlogo. To, kaj mi danes dojemamo tramvaj, ima zgolj ime isto s tistim, kar je bil v 50. letih, ne. Potem je recimo veliko, v bistvu, danes tramvaj ni več tramvaj, ampak je lahka železnica, ne. Ta tako imenovan light rail, to je zelo populariziral v Ameriki profesor Vukan Vučić iz Univerze v Pensilvaniji. On je takrat 72. leta, pravzaprav iz tega Stadtbahn je bila njegova osnova, se pravi tega suburbanega vlaka, ki je bil že v Nemčiji tako nekako se začel razvijati, takrat v 60. letih, povzel, da nekaj takšnega bi pa tudi Amerika zdaj rabila. In on je takrat to poimenoval, oziroma ne vem, če je on poimenoval, ampak on je takrat v tej študiji to opredelil kot light rail, mislim, da poimenovano je bilo že prej, ampak takrat se je začelo to popularizirati, se pravi, da je v bistvu nov koncept tramvaja, tisti, ki je ločen pravzaprav od ceste, se pravi, da ne stoji, ker kaj ti bo koristil vlak na cesti, če stoji z vsemi ostalimi, In ravno to, ko si omenil, zjutraj iz Domžal, Radomelj, Moravč, Grosuplja, vsi te avtonomni vozniki bodo še vedno mogli isto ljudi pripeljati do centra Ljubljane. Mogoče bo šlo malo bolj hitreje, pa bo šlo bolj v nekem... Šlo bo hitrejše, pa Matej, ki bo tam sedel, mu ne bo treba voziti, ampak bo lahko že skiciral projekt naslednji in tako naprej. Ampak gremo se pa čisto vprašati o dejanski trajnosti takšnega prevoza. Ker ti boš imel, recimo, predvidevamo, da bo to na baterijo, se pravi, bo treba napolniti, bo vsak imel svojo baterijo, vse to. Ko bi lahko ti isto teh ljudi dal v Grosuplju, recimo, bi ta avtonomni avto pripeljal do Grosupeljske postaje, vso to maso ljudi spravil gor na vlak, ki bi za 1% energije, ko bi za vse ostale avtomobile rabil, pripeljal zdaj ljudi do tako, Se mislim, da kombinacije so zanimive, te hibridije, se pravi, da to, ko se je predpostavil zadnja milja, mogoče je tukaj ta avtonomna vožnja spremeni. Kar pa se vidi, da v resnici, ko imamo mi te car sharing sisteme, neverjetno, koliko ljudje tega uporabljajo. Se pravi, ta želja po uporabi tega med ljudmi je. In to se pa jaz strinjam, da ko bo enkrat to postalo tako, ljudje so, velikokrat rečemo, da so konzervativni, da ne marajo sprememb. Sam se mi zdi, da pol pa zelo hiter
Jaz sem rekel, nikoli ne bom kupoval prek spleta, da mi predpeljejo tole hrano, pa vse to. Nikoli to pa res ne. Jaz ne vem, kdaj sem bil na zadnji trgovini, se mi je sram. Ampak, če govorimo, kaj mi je idealno mesto je to zame osebno mesto, ki ima vsako pritličje javno, se pravi, da ima nek javni program, da ima trgovino, da ima to. Ampak, a veš, lih zaradi tega, ker ravno ko sem živel v Španiji, ne, se španska mesta so zelo tako kot italijanska, ne. Se veš, ko prideš v Trst, je to res tisto 15-minutno mesto. Tudi ko si hotel vprašati, kaj misliš? Ja, tudi ko si na največjem obrobju, bo pod tvojim blokom še vedno lokal. Ne, ne pa tako kot v kakšnih, recimo, vzhodnoevropskih sosedskah, ko moraš kilometer prehoditi, da prideš do prve gostilne, ne, med vsemi bloki in vse to. Ne. In zame idealno mesto je res tisto mesto, ne bi niti po formi ali kakorkoli, forma je lahko kakršnakoli, ampak tako, da, kot je Matevž rekel, da ima veliko impulzov. In impulzi pridejo čez programirane, vsebinsko programirane ulice. Če je ulica živahna, če ima dogajanje, če so trgovine, pa gledaj, lahko je ena, dve, ni treba zdaj, da je vse, ampak da je neko dogajanje, da. Ker zanimivo pri Slovencih je ravno to, da v bistvu, a veš, vas je tista skupnost, ki je povezana, ne? In veliko ljudi je prišlo iz vasi živeti v mesto, ne? In da se ni nekako ta logika preslikala tudi, ne? Ker v Madridu vedno rečejo, ko imaš ti te barje, te svoje soseske, ne? Da v bistvu v Madridu je ena taka velik skupek nekih različnih vasi, ker iz unih sosesk staroselci nikoli ne grejo, vsi se tam pozdravljajo čez okno, hodijo na isto kavo zjutraj, ne, tudi na zajtrke dol, ne, je ta povezanost skupnosti. Ne. In v Sloveniji se mi zdi, da se nikoli ni razvil v mestih tisto, da bi rekel, da nekdo res za nekim užitkom živi v tem mestu, ampak vsi gledajo na to, da živi v tem mestu kot na neko kazen, ne, na nek način. Ne. Ko bi veliko raj živel na podeželju, tako moram pa živeti to. In pol si vsi v modernističnih blokih noter delajo opaže lesene, kot v izbi in tako, ne. Za malo se spominjajo na tisto, iz koder so mogli iti, zato da tle služijo kruh, ko bi se pa le vrnili nazaj tja. To res je, zanimiv fenomen. Ja, ne, res.